Lep dober večer. Veseli, da smo spet skupaj. Kajti, da se čutimo, to je poseben dar, ker ljudje smo energijska bitja in se čisto čutimo takole, ker tukaj sedimo. Kljub temu lepo zdrav, seveda je srčen, tudi našim gledalkam in gledalcem na Facebooku. Imamo okrog 3000 ogledov, kar se mi zdi rekord za take pogovore, in potem so še na YouTubu, tako da nikoli nas ne boste pozabili, kadar si boste zaželeli, samo pritisnite na neko napravo. Nocoj je poseben dan, najprej zato, ker je taka močna številka. Zdaj v tej številki moramo nekaj reči, da si boste vi med tem želeli kaj. Danes smo 10. Iz števil 1 in 0 je sestavljeno vse. Nič je nič ali Bog, ki je iz nič vse ustvaril. 1 je simbol novega začetka. In mi imamo danes nov začetek večerov v Švicariji o knjigah in zanimivih ljudeh. In jaz pozdravljam staro ekipo, ki se bo danes ponovila in bomo povsem novi. Majo Gal-Štromar, ki je vsestranska umetnica, če boste pogledali, pesnica, pisateljica, igralka, režiserka, med pogovorom bo prišlo še kaj na dan, džotiš mojstrica, a imaš vizitke? Ja, no. Boš pa dala tako številko. In magister Miran Možina, psihiater in psihoterapevt, ampak to je veliko premalo. Miran Možina, a ne kolega, je eden najboljših pisateljev v svojih vrstah. Njegovi eseji so male umetnine in velika mojstrovine. In ko mi čakam, da bomo tvojo knjigo tukaj predstavili, Miran, tako je tvoja dolžnost, da jo napišeš. In mi smo tudi vsi male mojstrovine, imamo pa ponovno in spet to veliko srečo, da nas bodo ogreli mladi glasbeniki. To se mi zdi posebej lepo in se zahvaljujem MOL-u, ki omogoča, da na večere pridejo talenti, ki se bodo skazali, kako odlični so, čeprav gre še za študente Akademije za glasbo. Tale vokalni kvartet vodi Martin Vasle, zdaj tako pogledal nekoga, da je nekdo že končal tamle. No, ampak mi vas imamo kot mlade genialce in prijazno prosim za prvo točko 10.10. v naš večer. Prosim.
Hvala lepa, kako milo lepo petje. Sem ga vajena s pogrebov, prav tele pesmi. Ampak na pogrebe misliti ni tako žalostno, ker kot ste slišali, vse je mirno, kar pod dušo spi. Ampak dokler smo pa živi in polni dramatičnih poudarkov in podčrtovanj, pa nismo mirni. Maja Galš-Romal, ti si mojstrica zapisovanje drama queen v marsičem in zato, da boste prišli na okus, kakšna je knjiga 7 kilogramov do sreče, to je že drugi del, te bom prosila, da prebereš en odlomek, tebe bom pa razveselila s podatkom, da moje ljube prijateljice, ki hodijo že 30 let in več, na te večere so takoj tekle v knjižnico, ko so videli najavo, ampak knjige ni za dobiti, je tako sposojena. Lepo. Ja, tako da ni. Svetujem, da si priskrbite svoj izvod, nujno, s podpisom, ki bo čez 10 let veliko vredno. Ja. Ker bi rada odkupila to čudovit dizajn od Mance, treba si priskrbeti. Sem en lep pozdrav. Zelo sem vesela, da sem tukaj v Švicariji, v tem prekrasnem ambientu, ki sem ga prej samo občudovala in si želela, sanjala, da bom nekega dne tukaj. Tukaj so tudi med nami nekateri, ki so celo zakrivili to obnovo, tako da sem tudi tega zelo vesela. Ja, Nana Krajnc je tukaj, tako da evo, Nana. Bravo! Ja. Ni samo ona, ampak... Odlična obnova, hvala, poglej. Tako in seveda sem vesela te trojke, kaj ne, pred 3 leti ali 4, 5, se ne vem, pred kratkim smo se prav tako družili in tudi spoznali v konzorciju za knjigo Ženska drugje. Zdaj pa Manca, ti si tako lepo napovedala, da sem drama queen, a ne, in da sem tako dramatična in povsod se piše, da je knjiga zelo humorna. Jaz sem si pa izbrala malo bolj resenko. Seveda. Ne, tako kot neko iztočnico morda. Tako da bom to prebrala in ker ste zdaj še spočitje malo daljši, a ne, se hecam, ni tako dolgo. Jadnaja jamrajoče dahne, skrajni čas je že, da si prišla in zato lahko izbiraš. Ne vem, kaj hoče od mene, ne razumem, kaj naj izberem. Na to me Jadnaja močno zagrabi za desni laket, tako močno, da zaboli. Potisne me ob prvo posteljo in mi ponosno razkazuje zapise na vrečkah za infuzijo, ki na brekle visijo nad posteljami in čakajo, da bo kdo legel nanje in si podhranjen in izčrpan v žilo zabode v dvokanalno iglo. Gledam vrečke, na njih pa berem. Samo obtoževanje in brezciljnost 100 ml, žrtev in žalost 250 ml, strah in panika 150 ml, kritiziranje in nemoč 100 ml, paranoja 180 ml, samo pomilovanje 200 ml, zavist in ljubosumje 180 ml in na koncu slabištvo 500 ml. Jadnaja prikriža roke na prsih, oblečena je v temno rjavo razcapano obleko. No, okej. Indija, Koromandija je za bebave primitivce, ki verjamejo v pravljice. Ti si sodobna Evropejka, kaj ti ni jasno, me podreza. Je to vse, kar imaš? Vprašam in ne vem, odkot je vzniknilo to neumno in neumestno vprašanje. Umazanka mi z upočasnjeno gesto da vedeti, da sem naporna. Mastno tleskne z jezikom ob nebo in reče, nak. V hladilniku imam specialiteto, a je bolj pokvarljive robe, zato je na hladnem, ampak prav tako za intravenozno rabo. Le kaj bi lahko hranila v hladilniku, se sprašujem. Te zanima? A opozarjam te, da bo vložek dražji. Sabotaža same sebe kot posebna vzpostavitev nadzora. Najboljša roba. Če vzameš 3 doze, ti 4. podarim. Bi? Doza zadostuje za naslednjih 5 let. Skoraj da grozeče pribije in se odpravi do vrat kuhinje. Zaslišim kukavico med hrasti. Štejem 1, 2, 3,
4, 5. Ne razumemo, o kakšnem nadzoru govoriva, jo vprašam. Marči moja, za ohranjanje statusa bolnice se je treba malce potruditi, mar ne? Iznenada jo primem za ramo in siknem. To je nelegalno. Prijavila te bom in te odvlekla na sodišče. Kaj za ene opijate preprodajaš? Dovolj imam tega tvojega gnilega sveta drobižarstva in hipne potešitve. Jadnaja se zareži. Sodišče pa zato ni pristojno, ljubica. Kaj, a ti papa Freud ni povedal, da moraš začeti jemati čudežno zdravilo? Predolgo ne smeš ostati brez, sicer postaneš nemogoča. Poglej se, no, poglej. In kako se potiš in treseš. Mir in spokoj je za luzerje. Ubiti je treba zdravost v tebi. Dajno, lezi že in si zavihaj rokav. Ne vem, o čem govori. Vem le, da tako ne bo šlo naprej. Ja, kdo pa je pristojen, če ne sodišče? Ustrajam. Primem jo za ramena, oplazi me vom pognilem, zdaj še iz njenih ust, da moram močno nagniti glavo v znak. Kdo? Mi smeje odvrne z vprašanjem. Le kdo? Ti? Jaz? Nočem in ne morem verjeti, kar slišim. Gledam jo, kako si trebi zobe in me s pridušenim porogom gleda izpod čela. Nič ne rečem, iščem vzvod, brskam po neokorteksu, po amigdali, po limbičnih vijugah. Vem, slutim, da se je odgovor zažrl nekam, a ne morem ga izbezljati. Izmika se mi. Jadnaja začne nemirno postopati po sobi, šele tedaj vidim, da ima na nogah rožnate kotalke, da, podobne rolerjem, ki jih ima sošolka Lori iz Amerike. Zažene se po hodniku in se veselo zaleti v vrata, ki so mastna od prstnih odtisov, luknjava od neštetih udarcev. Na čelu, na 3. očesu, se ji pocedi kri. Majhna je, še čisto majhna in razpuščena, pomislim, drobna, zapuščena, jezna deklica, ki se je zarastla v starkino telo. Tedaj začutim val vročine v prsih, kot bi nekdo prižgal motor in pumpa bi začela črpati kri. Začutim prostor, ki se iz vakuma izsesa v polnost. Moji prsti tlesknejo. Hej, Jadnaja! Deklica se obrne. Rada te imam. Kako zelo te imam rada, Jadnaja moja. Daj, da te objamem. Boš videla, vse bo še dobro. Naposled rečem, ne vem, odkot privrejo te besede, a izrečem jih. Jadnaja me pogleda, otrpne, najini zenici se nenadoma prelijeta v enost. Nato Jadnaja odpre okno, sede na polico in dvigne roke. Pomislim na sanje, na kostum Plutona in vidim, kako se mečem z okna. A še preden uspem priteči do Jadnaje, da bi ji preprečila skok v praznino, se sesiplje v kup črnega pepela. Prah si. Se povrneš. Tudi to sem jaz, me prešine. Ta pepel sem jaz, nič, prahec, nihče, ništrc, ulovljen v igro vetra. Ništrc, ulovljen v igro vetra. Da, to sem jaz. Zapiha. Prah se magično spne v črno vrano, ki me z belim pogledom očesa ošvrkne, zakraka in odleti nad strehe mest. Nenadoma vse okoli mene izpuhti. Bolnišnične postelje izginejo, stojala se spremenijo v poganke mladih dreves. So to hrasti? Mladi hrasti? Kaj pa zdaj? Se sprašujem, kam? Zmedena sem, ne vem, ali je napočil čas odhoda. Sem umrla ali sem še živa? Oddaleč zaslišim jamranje, nekakšno pritajeno pogrkavanje, sledim mu, prihaja izza straniščnih vrat. Narahlo in previdno jih odprem in na školjki sedi Samuel Beckett. O, kaj pa ti tukaj? Ga vprašam, šokirana, da je tudi on zašel na Tavčarjevo. Joj, nikar mi ne reci, da še vedno čakaš Godoja. Beckett ves zaripa v obraz me pogleda. Hlače ima spodvihane pod koleni, v beli spodnji majici je in na desnem bicepsu opazim tetovažo v obliki golubice. Pogleda me in reče, že poizkusil, že nasedal, ni važno, poskusi znova, nasedi bolje. In povleče vodo, da močno zahrumi. Tedaj se prebudim,
Prepotena sem, srce mi močno bije, žile v glavi utripajo. Na betonski ograji terase črna vrana. Pred mano pa Sadir, ki mi sporoča, da je taksi prišel pome. Hvala lepa, Maja igralka in Maja pisateljica. To je roman o Mari Vodopivec, ki je tudi igralka, ampak v teh občutljivih letih, ko gre vse narobe, ko pridobivamo kilograme, ko zgubljamo moške, je zgubila tudi službo in še marsikaj, tudi najboljšo prijateljico, za katero si je domišljala. Ampak potem se pa začne nekaj dogajati z njo in življenje se začne dramatično spreminjati. Oče Freud bi vedel zakaj. Tako da ti, profesor Univerze Zigmunda Freuda, nam pa tudi lahko pojasniš, kako vse te injekcije od ljubosumja, zavisti, ki so bile tam do necenjenja samega sebe in do vsega tega, kako vendarle, kot piše v tem romanu, imamo izbiro, da izberemo nekaj drugega. Ni nam več potrebno, da imamo take infuzije letom in težkim okoliščinam navkljub. Miran Možina, komentiraj, prosim. Ja, zelo slikovita je ta metafora, se mi zdi res s temi infuzijami, tako da čestitam. Sploh je to, se mi zdi, tvoja zelo močna plata, ne, te neverjetne slikovite prispodobe. Ja, mislim, da ni nujno, da se iz tega človek nauči, ne, to je prvo. Nujno ni, možno pa. Ja, ampak ne, v primeru tele Mare se je pa ta čudež zgodil. In se ga veselimo, ker to mogoče obeta še tretje nadaljevanje. Če bi pa se ne učila iz tega, najbrž ne bi bilo zanimivo, da bi brali njeno knjigo. Tako da ja, super. To so vse te slabosti, ki jih Mara zelo, bi rekel, odpre in se mi zdi, da se lahko skozi to marsikdo pol najde v tem. Ampak še bolj pomembno je, ne, da cela ta niz teh izgub, ki jih je deležna v tem delu knjige, ja, prav v tem delu življenja, ne, da jo pravzaprav na nek način osvobaja in da najde tisti svoj obraz, tiste vrednote, ki so zanjo pomembne. Izguba prijateljstva je hkrati bila tudi neka osvoboditev, ker mogoče prej ni prepoznala eno dvoličnosti osebe. Potem tudi, kar se moških tiče, se zgodi en mali čudež, tako da iz nekih zelo bolj dramatičnih vezi, ki smo jih spoznali v prvem delu knjige in smo les taki sočni prizori, nihanja iz višin raja v nižine pekla in vse tako. No, tukaj se pa zdaj najde en moški, ki je mogoče malček manj tako zanimiv, bolj dolgočasen, ampak kakor da ravno to pomaga naši Mari, da pa pravzaprav se je počasi pokaže, kaj je tisto v partnerskem odnosu, kar je tudi vredno, pa ni recimo nujno sam strast, pa te drame, ampak je mogoče nek občutek varnosti, nekaj, da kljub vsem napakam, ki jih naredim, med drugi vseeno tako dobrohotno sprejme. Kako si lepo povedal, Miran. In to je mogoče, Maja. Zdaj te sprašujem v dvojni vlogi. Pisateljica, ki si se odločila za srečni konec, se veste, v čem ženske sanjamo, kaj je za nas srečen konec. In sta se poročila in živela srečno do konca dni. No pa tudi v osebnem življenju se ti je ta isto zgodilo. A že prej, ko si to napisala, ali je to prišlo v knjigo, ker se ti je to zgodilo? Kako se meša tvoja avtobiografija in tale roman?
Ja, prav gotovo, da se meša, ne? Zato ker dejansko kljub temu, da je knjiga fikcija, ne? In da nisem Mara Vodopivec, to je vendar treba eno ločnico povleči, ne? Se prav gotovo eni elementi oziroma ta nek notranji stav, neka intimna pripoved, neki notranji zemljevidi se vendarle prelivajo, ne? Skozi Marino zgodbo. Seveda, dajmo reči, tako kot v gledališču moramo narediti dramaturški lok bolj zanimiv, a ne? In tako da je Mara Vodopivec vendarle bolj, dajmo reči, raztreščena ali pa izgubljena in tako naprej. Pravzaprav sem ta lik morala zelo izgubiti, da bi lahko vsaj malo našla neko pot oziroma neko linijo potem neke osvoboditve oziroma poti proti osvoboditvi, ker se niti podrazno ne domišljam, tako se tudi roman sicer konča srečno, ampak ne vem, če je to ravno osvoboditev, ne? To je ta asimptotična linija, ki traja, dokler ne bomo zapustili najbrž teh teles, ne? Tako da, ja, moje življenje, to me sprašujete, jaz sem pa res se poročila, a ne? No, vidite, no. Jaz sem se poročila sicer ne z dolgočasnim moškim, ne, ampak z notranje spetim moškim, ki... Prav ta izraz. Kako? Kako je lepo rekla, z notranje spetim moškim. Ja. A lahko tole malo pojasniš za vse moške, da boste videli, da imate tudi vi izbiro. Lahko se notranje spnete. Tako, in ni treba iti na operativni poseg, ampak to je se heca. Ja, in v bistvu sem zelo vesela tega, da sem se pri 50 letih lahko poročila in našla partnerja in ljubezen, ki je, mora biti res, ni tako dramatična in histerična, ali pa recimo, ne vem, kako vrtoglava metuljev glih ni, ne, v trebuhu ali pa v kolenih in tako naprej, ampak ja, lepo je srečati moškega, ki je postavljen, ki ne tekmuje žensko in ki predvsem ne kaznuje za njeno uspešnost. In to se mi zdi zelo pomembno. Moški, ki pusti dihati, ki je svoboden, ki ima svojo pot in hkrati tudi dopušča drugi strani, da se izraža, da je to, kar je, ne. Govorimo tako o tistem potencialnem nekem moškem, ki je tu v dvorani, ne. Tako da je z mano, je prišel samo zato, da mi pomaga in da me podpre. Tako da to je zelo lepo. Lep občutek, seveda pa sem se poročila v teh letih zato, ker veš, kad se kasneje poročiš, potem je tale možnost ločitve manjša, ne? Tako, to je malo za šalo. Kako si lepo povedala to? Ja. Zato, ker živimo v svetu, kjer ženske dostikrat grdo govorijo o moških. In to se mi ne zdi dobro, ne za ženske, ne za moške. In ti si pa tako lepo narisala čustveno zrelega in odgovornega moškega. In to je možnost in tja pele pot ne samo ženske, ampak tudi moške. Tako da hvala lepa, Maja, za hvalnico moškemu in moškim. Absolutno. Mislim, to je res dolga debata, ne, o tem, ne, zakaj ženske govorimo, iz razočaranj in tako naprej, ne, tukaj je zdaj res, lahko govorimo koliko časa, ne, o tem, kaj vse smo, kakšno mleko, ne, smo pile od naših mater, prednic in tako naprej in kakšne zapise in vzorce nosimo, ne, ženske in moški seveda, ne, in pričakovanja in vzorce, kakšni naj bi bili odnosi, in tako naprej. Tako da tukaj je, kot piše tudi Glennon Doyle, a ne, v tej knjigi Neukrotljiva, pravzaprav je še kar veliko iztočnic danes in tu v tem svetu, a ne, kako se vzpostavljati, kako biti to, kar globoko v sebi smo in razumeti to drugačnost, a ne, in ne tekmovati in ne pravzaprav si onemogočati življenje. Tako da še vedno živimo jaz si bom kar upala to reči, v patriarhalni družbi. To doživljam iz dneva v dan sama, tudi kot ustvarjalka, ne, ker če mi recimo novinar vpraša, kako se počutiš kot ženska, ki piše, potem mi je jasno, kaj me sprašuje, a ne.
pa rečejo, dobro si napisala roman kljub temu, da si ženska, ne, recimo, ne, to so sledi, ki ostajajo, ne, ki dajo vedeti, da smo pravzaprav, da so korenine nekje naše v nekih vzorcih, da se žensko vendarle kljub vsemu še vedno tretira morda kot tisto, ki ne sme biti uspešna, ki mogoče mora bolj slediti, biti ubogljiva, mora biti všečna, mora biti manj, da ne bi prizadela recimo moškega, ki bi se počutil ogrožen in tako naprej. To ne govorim na pamet, to sem pač v svojem življenju velikokrat doživela, ne, te kazni, ki so bile mogoče zelo mile, drobne, ampak so bile. Tudi v romanu so, seveda. In seveda, ne, da ne bo napak razumeta, ne, niso samo moški, ne govorim o krivcih, tudi ženske same, v pomanjkanju solidarnosti, strah je to, kar dela, da se potem upogibamo na tak način. Tako da zelo pot osvobajanja je kar zanimiva, se mi zdi, in polna enih pasti, radosti, krutosti, čudovitosti, kot pravi Doylova, življenje je krutovito, Ja, je sestavljeno iz kruto in čudovito. Kot bi rekla Pika Nogavička, ali medvedek po večerja in kosilo kočerja. Tako da je zelo lepo, če se seštevamo besedi v eno novo. Miran, ti kot poznavalec psihe, kaj bi dodal, kakšen komentar temule Majini hvalnici moških in ali se strinjaš, da še vedno živimo v patriarhalni družbi, čeprav si moški? Ne, se ne strinjam s tem, zato ker mislim, da smo v enem prehodnem obdobju, kjer je gotovo še patriarhalen vzorec prisoten, ampak glih to je problem, da smo v enem prehodnem obdobju, kjer je zelo veliko raznih zdaj starih primesi, ampak hkrati se pa odpira kljub nekih novih reči, ki so pa seveda še nimajo tradicije, niso utečene, in to se mi zdi, da ustvarja po eni strani večji prostor svobode, po drugi strani pa protislovno povečuje tesnobo. In paradoks po teh statistikah, ki jih imamo, kar se tiče teh ljubezenskih odnosov, je, da pričakovanja so zelo visoka, kaj želi in moški zdaj v odnosu in ženska, hkrati pa raste procent osamljenih, ki so sami. To je en paradoks, ki kaže zdaj na tukaj neko težavo. Spomnim se ene zelo slikovite prizora, ki mi ga je moj prijatelj in učitelj Bernard Stritih pred mnogimi leti rekel, imeli smo eno tako srečanje družabno, kjer so bili študentke in študentje, prostovoljci, ki so delali v teh projektih, ki smo takrat delali z otroki, mladostniki in tako. In kaj se je zgodilo? Začetek je bil tam nekje ob 8, potem zelo počasi so ljudje kapljali, tisti, ki so bili tako najbolj popularni v skupini, so prišli z največjo zamudo. No in potem tam je bila tudi glasba in je bilo rečeno, kakor da bomo plesali, pa kar nikakor ni moglo se tole zalaufati. In neki pogovori, tako živahni, ampak skoraj nihče ni šel gor. No pa me tako pocukne za rokav, Bernard pa pravi, veš, Miran, časih, ko sem bil jaz mlad, ko smo prišli na ples, je vsak prišel zelo jasno, da si vedel, kdo je s kom. In sta začela plesati relativno hitro, potem pa je bilo običajno, da smo se menjavali, da si lahko šel še z marsikom. In prav občutek je bil itak, da to nič ne pomeni, ker ti je jasno, da si ti imaš nek odnos, in potem si lahko prvoščil, da si bil še z mnogimi drugimi. Poglej, kaj se pa zdaj dogaja, je rekel. Vsak računa, da bi bila mogoče možnost ta in ona in tretja, večji strah je v zraku, in da gre nihče pol plesati. To je rezultat te naše osvoboditve. Ja, pa osvoboditve. Hvala lepa. Se bom zamislila. Si
Si se zamislila, ne? Ja, ne, sigurno, da družba, ne, da ima ko se odpira možnost. Jaz sem mislila zelo nasplošno, ne, sigurno, ko govorimo recimo o evropskem prostoru, ampak če gledamo nasploh, ne, koliko korakov nazaj dela naša civilizacija, poglejmo v Afganistan, kaj se To zgodi. pa ne bomo, ker Ne bomo, ne. Afganistan pa nastopa ampak- v tvojem romanu. Ampak govorimo o patriarhalnosti, Ja, ne, ja. tako da tukaj lih ne vidim nekega občutka, nimam da napredka. napredka, razen če je to zadnjih 5 minut, a ne tik pred osvoboditvijo, ne, je najtemnejša noč, a ne, tako da ne vem. Ja, tisti je res drug svet, v katerem rečejo naslednji stavek. Ženska naj bo doma ali pa v grobu. No, Jaz sem bolj mislil na naš ta prostor. prostor. kultur. svet, ja, saj zato pravim, da v romanu 7 kg do sreče ne nastopa Afganistan, pač pa Indija. Tako. Ja, kjer so tudi patriarhalni odnosi, da si ne bi domišljali, da jih ni. Ampak ne bova šla v Indijo, ampak ostaniva pri tvojem odlomku, ker se mi zdi zelo pomembno delo s sanjami. In ti veliko pišeš o sanjah in ta odlomek tudi opisuje sanje. In tukaj imamo tudi mojstra za sanje, tako da rečemo še kaj o sanjanju. A ti vadiš, poznaš, vodiš dnevnik ali karkoli lucidnega sanjanja? Ne vem, če je to ni lucidno sanjanje, ampak je pa res, da sanje zapisujem že več kot 20 let. Dnevnik vodiš, Dnevnik ne? pa vodim, ne tako zelo, tako kot sem včasih, recimo, ko sem živela v Parizu, imam še zdaj cel kup dnevnikov, ne, kjer sem vsako jutro zapisovala te sanje in se mogoče nezavedno tudi urila v tej govorici, a ne. Ampak ja, to je en vir pri meni zelo močen. In zakaj sem uporabila v tem romanu toliko sanj, ker jih je res veliko, a ne? Ko sem se spraševala, ne, kako zdaj Mari Vodopivec, kot je rekel Miran lepo v prvem delu, je veliko drame, a ne, in veliko dogajanja zunanjega, se ka tokrat ne bom šla stereotipno v ta zunanji del, ampak hočem to poglobiti, ne. Torej, ta konflikt zunanji naj se pravzaprav zgodi na noter, ker tukaj je tisto, na čemer moramo delati, ne. In zato je toliko veliko teh sanj, tudi v tej knjigi, ker se mi zdi, da so pravzaprav ene močne iztočnice, prišepetovalke, usmirjevalke, torej Miran bo to povedal strokovno, a ne, nezavedno, ker nam pravzaprav sporoča. In to je zame eno zelo dragoceno, en dragocen vir, ki ga ne samo v literaturi, ampak tako nasploh v življenju mu sledim, a ne, tem raznim klicem skozi sanje. In se mi zdi, da je to res eno močno polje, no. Samo Hvala raziskovanja. Ne. Ja, jaz tudi mislim, so sanje izjemno pomembne. Miran, ti nam pa povej, zakaj. Ja, glede sanj se mi zdi, da je to jezik, ki ima drugo kodo, ne, tako bi rekel, tega našega zavestnega. In ena stvar, ki smo se naučili, terapevti, ki s tem delamo, je, da se neizogibno veliko izgubi s prevodom iz tega jezika nezavednega, če tako rečem, sanskega v zavestni jezik. Da ni mogoče prav dobro tega ubesediti. Mogoče en košček tam, en košček tja, neke povezave. Zato v terapiji zdaj zelo malo dajemo terapevti interpretacije, ampak bolj poskušamo povabiti, a ne zdaj, kaj ti recimo ta drobec, pa on drobec, ali pa tukaj možna povezava, ki jo slutiš, ti pove. To je zdaj nekako drugače. Ja, ni več tega, ne, da bi rekel, aha, vse, kar je tako pokončno in stoji, je falus in tako naprej. Ne. Ja, Ja. no. Tako da to se mi zdi, da je velika razlika tudi potem med ljudmi, nekateri so k temu sanskemu, recimo Maja gotovo, ne, bolj odprti, je to velik vir, za nekatere pa ni, ampak nič hudega. To ni nujno nekaj, ne, kar bi človek moral imeti kot nek kompas za osebno rast. Se da tudi brez sanj, na druge načine. Ja, hvala lepa. Lepo, lepo si Miran, a potulažil. sanjaš v barvah? Ja, to pa. Sanjaš v barvah? Ja. Ja, ti tudi, ne? Ja, jaz tudi.
Tako da ne vem, a to kaj pomeni? Ne vem, ne vem. Miran, to kaj pomeni, da v barvah sanjamo? Evo, to je sva pri tem zdaj, da te bolj jaz vrnem vprašanje. Kaj bi tebi lahko pomenilo, če sanjaš v barvah? Ja, to, da imam tako barvasto obliko, da imam rada življenje, ker je tako pisano. In da sploh ne pristajam na to, da je življenje črno-belo. Ni, ker to ni možno. Črno-belega življenja ni. So črno-bele fotografije pa filmi, ampak črno-belega življenja ni. Zdaj pa pejmo k temu barvastemu življenju. Nevključljiva, Glennon Doyle je velika uspešnica v svetu. Moram reči, jaz sem bila malce nezaupljiva in sem dala najprej v branje moji 50-letni hčerki, ki je bila čisto navdušena. Pa sem rekla, to je pa knjiga za Majo, ker Maja Vodopivec je tudi lele pri teh letih. Potem sem jo pa še jaz prebrala in sem bila popolnoma očarana nad to, kar tudi ti znaš mojstrsko. Samo razkrivanje, ker to ni literatura, ampak so to intimne izpovedi, literarno upovedane, ker ženska imenitno piše. In prosim, Maja, preberi en odlomek, da boste videli, kako dobro piše. Oziroma slišali, videti. Lahko si pa predstavljamo, ne? Pred 8 leti sem terapevtko spraševala po strategijah, ki bi mi pomagale shajati z jezo, ki jo je povzročila moževa nezvestoba. Terapevtka je rekla, tesnoba vas obvladuje, kar pomeni, da ste se izgubili v svoji glavi. Ne veste, kaj bi radi, odklopljeni ste. Morate najti način, da se spet vrnete v svoje telo. Predlagala mi je, naj se začnem ukvarjati z jogo. Naslednje jutro, med potjo do studia za jogo, sem se spraševala, le zakaj sem zapustila svoje telo in se naselila v svojem nevarnem umu. V dvorani, v kateri je bilo 32 stopinj, sem se usedla na blazino in se takoj spomnila, zakaj. Vselej, kadar se umirim, ne glede na to, koliko časa potrebujem za to, sem spet v svojem telesu. Začne me srbeti, postanem razburjena in sitna. Zato sem odšla. Jaz sem sram in strah, ki sta obdana s kožo. Ne želim si niti obiskati svojega telesa, kaj šele, da bi prebivala v njem. Toda zdaj sem obtičala. Dolžina blazine za jogo predstavlja ves moj svet. Nobena od drugih žensk ne govori. Na zidovih ni ničesar, kar bi lahko prebrala. Ni izhoda. Kje je moj telefon? Tam so vrata, lahko bi odšla. Nihče ne bi pričakoval razlage. Vstopi voditeljica joge, jaz pa se ne zmenim zanjo in še naprej načrtujem svoj pobeg. Nato pa reče, bodite mirni in se zavedajte. Spet ta fraza. Zelo rada bi se zavedala, rada bi vedela, kaj je tisto, kar mi je ušlo, karkoli že vedo drugi, kaj jim pomaga, da so kos življenju, da lahko preprosto obstajajo, da lahko živijo. Rada bi vedela. Zato sem ostala na tisti prekleti blazini, dokler se mi ni posvetilo. Tako sem bila zasvojena, dokler se mi ni posvetilo. Tako sem vztrajala v zakonu, dokler se mi ni posvetilo. Tako sem vztrajala v svoji religiji, dokler se mi ni posvetilo. Tako sem se oklepala svoje bolečine in sramu, dokler se mi ni posvetilo. No, zdaj vem. Kaj se je tebe v tej knjigi najbolj dotaknil, Maja? A ti je kaj razprla, ti je kaj novega povedala, ti je kaj navdihnila? Ja, moram reči, da imam tudi jaz en tak, mislim, to so te predsodki, ki jih imamo, ne, zdaj pred to literaturo ameriško, ne, tako, ko si rečeš na prvo žogo, ne, da se bomo zdaj pogovarjali, ne vem, čutimo maternico, dajmo se, ne, vse te, dajmo reči, približki, na hiter, ne, šnel kurs osvobajanja, pa vendar, ko sem se potopila v to knjigo, moram reči, da je zelo zanimiva, zato ker je prvič zelo pogumna, drugič zelo duhovito pisanje, torej in preseganje tega, dajmo reči, te vloge žrtve. To se mi je zdelo najbolj pomembno v tej knjigi, da se pravzaprav
ona, to je njeno življenje, tako zelo pogumno spopadla s svojimi zasvojenostmi. Bila je bulimična, alkoholičarka, bila je poročena z moškim, 2 otroka ali 3, zdaj sem 3 celo. Ne, in to lahko povemo, ne, da na koncu pravzaprav zasliši ta glas oziroma se zaljubi v žensko, zapusti partnerja in se s to žensko poroči. In ne to, in ne samo to, postane tudi aktivistka in tako naprej. Ja, izjemna. Izjemna aktivistka. Tako da v tej knjigi je res ena mešanica osebne izpovedi, njene poti, intimne poti in hkrati seveda tudi, jaz bi rekla tako, malce diši po esejistiki, a ne, torej v bistvu res nam razgrne eno zelo široko paleto o tem, o svetu danes, ne samo o položaju ženske, ampak nasploh o rasizmu, o veri, o religijah, o današnjem svetu, o vseh teh begunskih krizah in tako naprej. Tako da je zelo dragocena, mislim, veliko istočnic je bilo noter v tej knjigi, me je nasmejala tudi mestoma, nekako išče Boga, naprimer, ko se zapre v omaro in reče, no zdaj sem pa, Bog me je obiskal in začutim to zlato nek tekočino, ki začne teči po mojem telesu, reče, ne vem, kako naj ga imenujem, Bog, no moja prijateljica ga imenuje Sebastian. Tako da v glavnem kup enih teh duhovitosti, ampak hkrati pa zelo poglobljeno pričevanje. Hvala lepa, Maja, lepo si predstavlja to knjigo. Mene je zelo presunil ta stavek, sem strah in sram oblečen v kožo. In tukaj je napisala odlično priporočilo René Brown, ki je piska imenitni študij o sramu. In Slovenci smo tukaj doma, se mi zdi, v sramu, strahu, žrtvovanju in mučeništvu. Se mi zdi, da lik Cankarjeve matere je še kar živ, ta arhetip, ne? Ona je pa ugotovila, da otroci ne potrebujejo mater mučenico, ki se žrtvuje za njih, ampak potrebujejo zgled polne, radostne ženske, ki zmore živeti s polnimi pljuči. In kako bi ti komentiral te njene strahove in to njeno prebuditev posvetilo se mi je v kontekstu slovenske družbe? Ja, jaz sem še nekaj drugega tam slišal, kako težko je pravzaprav samo biti, a ne, da ostati samo s tem, kar si v enem trenutku. In jaz mislim, da je res to velik izziv za nas zahodne ljudi, ki smo tako učinkoviti, tako podjetni, tudi storilnostno naravnani, počitek prepovedan. Ja, in uspešni tudi, a ne, saj smo pravzaprav s tem svojim nemirom cel svet nekako okupirali. Tako da v tem je seveda ta naša moč in velika sposobnost. Zdaj kliče pa čas, ne, in veliko je teh povabil, čuječnost, recimo, ne, se zdaj zelo veliko govori, kot zadnji krik mode, vstavi se, bodi sam s seboj in tako naprej. Čeprav, če gledamo nazaj v ta leta, okoli 68, ne, je bilo veliko tega že. Recimo Erich Fromm je bil tak avtor, a ne, biti ali imeti, a ne, recimo. Tako da se spet, se mi zdi, v nekih ciklih vračajo te ideje. Zdaj, kaj pa se pol zgodi, ko človek obstane? Mogoče vidi, a ne, da je veliko večja revščina tam, ne, kot je na tem drugem strani, kjer je veliko vsega imetija, možnosti, zabave in potovanj in ne vem, če so vse družbe. Tukaj je pa neka revščina, ampak glih ta revščina je tista, kjer se začne ponavadi ta druga rast. In to se mi zdi, je zdaj velika past, če si zdaj ženska reče, ali pa tudi moški, jaz moram biti dober zgled svojim otrokom, da bom živ od življenja. Jaz mislim, da je mogoče prvi korak to, da si najprej dovoliš, da si mrtev. Ja.
No, se je bila mrtva, 3/4 življenja, dokler se ji ni posvetilo. Ja. In ko to podeliš z nekom, ne, ki mogoče tudi v to smerišče, pol sta že dva, je lažje, pol se že kakšna skupina, to je tudi zelo, ne, se mi zdi, da je veliko tega že bilo v teh 70 letih, je bil celo eksplozija teh skupin za samo pomoč. In spet se to In spet zdaj se, ne, potreba. poraja, ja. Tako da tukaj se potem šele začne ta živost in zanimivo je, ne, to sem tudi sam doživel, sem en tak esej krajši napisal z naslovom Umiranje in oživljanje na obroke. Ne, kjer sem opisal po enem takem ljubezenskem brodolomu, sem en tako mal depresivno fazo, kjer sem res tako se počutil, kot je živ mrtvec v svoji koži, vse je ugasnilo, nič več mi ni bilo zanimivo, tistega, kar me drugače vleče. In ko sem mislil, ne, da je najbolj vse mrtvo in usahlo, se je pa nenadoma odprlo nekaj, sicer za par minut, tako spontano, med enim sprehodom, tako sem se nenadoma kakor prebudil, začutil veter. Se ti je posvetilo? Posvetilo, ja. In to je šlo na tak način, da sem spet prišel v stik z temi čist elementarnimi, preprostimi občutki. Veter na moji koži, ta občutek, lahko se gibljem, diham. In vedel sem, da to sicer ne bo dolgo trajalo, res je po ene pol ure spet potolilo, ampak če je enkrat prišlo, sem vedel, bo pa spet. No, ampak zdaj pa traja, ne Mira? Zdaj je boljš. No, se pravi, vsi imamo upanje. Ja. Tega ne smemo nikoli izgubiti. Ker dokler dihamo, lahko še kaj spremenimo. Ja. Meni se zdi super, prav to, kar je rekel Miran, da imamo pravice do tega, da se ustavimo, da mirujemo, da smo tudi mrtvi. Pravico do vsega, ne, da to tudi dela, ne pa v tej gonji po nekem, ne vem, super uspehih, super dosežkih, tudi v smislu neke notranjega iskanja, ne, tudi to je lahko past, ne. In napuh tudi. In napuh, duhovni napuh in tak napuh, ne, kako delam na sebi, zelo delam na sebi, ne. Zelo sem že napredoval, ja. In tako da, vse sem že presegel. Ja, gre se za neke vrste sprejetja, ne, vsega, ne. No, in še en mogoče podelim eno sliko, mi je zdaj se porodila z vsem spoštovanjem do New Age-a in vseh teh skupin, ampak pred leti so me povabili na tak festival, ki je trajal 3 dni in pridem tja, tudi so me povabili, da lahko tam v hotelu spim 2 dni, se je rekel fajn, ne. In sem res se udeležil kar nekaj teh delavnic, od meditacij, plesa, vse možno je bilo. No in tisto, kar mi je zelo padlo v oči, je, da je bila tako v zraku, kakor ena neizrečena zapoved. Mi smo pa tukaj zdaj tako srečni in zadovoljni. In zdaj jaz, ki imam to melankolično, depresivno struno, pa zelo čutim, kdaj je v sobi tudi ta slon, o katerem pol nihče ni smel govoriti. To je pa ta bolj mrtvo, zgubljeno, to, kar je tukaj tudi bilo. Tako da sem se počutil potem, zelo mi je bilo naporno, ker da sem čutil, da je en tak velik naporen razcep v celi tej kulturi, da vsako ceno moramo in objema naj bilo recimo veliko, ker naprej so me objemali. Jaz pa nisem to tega... pa ni tako slabo. Ni bilo tako slabo, nisem čutil tega impulza, a veš, ni bilo nekaj, ki se ni sestavilo. Ja, ti se ne bi z vsakim mogoče objemal. Če bi se čutil, bi tudi sem jezela, zakaj ne? No, bomo vadili, ja. Ampak ne vem, kje se ti zgodi, da se to se včasih zgodilo, da smo bili tako, da je bilo objemanje perfektna zadeva, ampak tukaj pa mi ni šlo skupaj. Pa meni se zdi ta imperativ posrečnosti, da je v bistvu zelo agresiven. Pravzaprav jaz imam zelo rada, raziskujem, grem tudi jaz na kakšne te delavnice in seveda, to je zelo odvisno tudi od posameznika, kako kaj vzame od tega.
Ampak ja, ta imperativ srečnosti je res zelo, zelo, zelo agresiven. No? In se mi zdi, da res tudi pri meni dostikrat vzbudi prej odpor in nek upor, kot ne, da bi se podala v to. Ne? Tako da, ja, tudi kot pravi Mara, ne, v knjigi Jaz sem hotela reči, že Mara je bila tudi pod vplivom tega. Zlasti njena sošolka, ameriška na belih kotalkah. Tako, kaj vse bi morala, ne, pa predvsem tudi notri pravi o tem, da je, ko se je pritoževala nad davčno upravo, ne, kako so ji učitelji eni od tega New Age, da pravzaprav premalo meditira na furs, ne, da bi bil davek malo nižji. Ja, zato pa jaz na mesto sreče raje uporabljam živost, ker za mene je živost vse barve, vse klavirske tipke, tudi najbolj nizke in najbolj črne. Ne samo bele. In če na tiste črne ne udaraš, tudi bele ne zmenijo tako. Tako da ta žrtvujoča se mati pa misli, da mora otrokom nenehoma kazati ta srečen obraz. A ne? Naj otroci vidijo resničen obraz. Ja, glede te živosti, jaz tudi, to mi je postal osreden pojem. In ravno skozi to krizo, ki sem imel, se mi enkrat posvetilo, ker sem bral o tem yin-yang simbolu. Ne vem, kdo je to napisal, sem že pozabil, ampak pravi, ne, v tistem trenutku, ko je največja bela in je sam črna pika in obratno, ne, kadar je črna največja in je sam bela pika, to ni samo razmerje, to ni samo kvantitativno razmerje, ampak gre za intenziteto. In ta avtor je rekel, a ne, v bistvu, ko je najbolj črna, je tista bela pika, če se pojavi, izjemno intenzivna. Izjemno intenzivna. In to se recimo v tem mojem doživetju umiranje in oživljanje na obroke zgodilo. In takrat se mi je posvetil umiranje, kar se živosti tiče, v bistvu zelo blizu temu. Ne? Tako da takrat, ko se zdi, da smo prazni in mrtvi, takrat je fajn vztrajati, ker se potem ta bela pika nenadoma lahko tako pojavi. Hvala lepa. In z nami so se pojavili naš kvartet pevcev, tako da pod vodstvom Martina Vasleta, da zaključite tole živost in poziv k živosti, resničnosti, avtentičnosti, temu, kar smo. Enkrat smo tako, drugi smo pa drugače. In še preden zapojete, naj povem, da bomo 14. novembra se pa posvetili, ampak bo tudi živo in tudi veselo, pa tudi žalostno, knjigi najboljše spremljevalke umirajočih ever, pionirke paliativne oskrbe na Slovenskem, Urške Lunder, Odprto srce. In išla bo knjiga naše skupne prijateljice, pokojne zdravnice Jasne Stošič, ki je upovedovala svojo stisko hudo bolne in umirajoče in ljudje so ji kar naprej nekaj svetovali. In je to preoblekla v živalski svet in drobna knjigica nas uči, kaj je to resnično sočutje in kaj v resnici pomeni samo biti. Mi smo pa tako aktivistično naravnani, da bi kar nekaj svetovali, prinesli, dali, ker je tako težko vzdržati to samo biti. Tako da to prav povabljeni bo Urška Lunder z nami in zelo zanimiv prostovoljc Slovenskega društva Hospic, ki je tudi igralec in režiser in zelo senzibilen spremljevalec, tako da se vas veselim. Zdaj pa zapojmo, fantje, prosim. Darkness
Soživost vam želim. Soživost vam želim, a ne? Tako. Hvala. Ja, lepo se vam zahvaljujem, je kar še konc, ampak mogoče bi pa glasbeniki nam zaželeli še eno za nasvidenje, ker tako lepo pojejo. Fantje, ali je možno še eno, ampak sam še eno, potem pa se vi pripravite k nakupu oziroma k donaciji oziroma k objemanju, smo rekli, da bomo vadili, ne? Imajo pa tukaj tudi dobro pijačko, ni treba še uiti domov. Še eno, prosimo. Se zdi, da je to Prešeren, so srečo ti želim. No, vidite, France Prešeren, se mi smo vendarle svetski. Tako lep stavek, v bistvu, ki je povzel naš pogovor. Naj bo, karkoli že je, naj bo.
Hvala lepa in nasvidenje čez mesec dni naj bo.